Vino si naroditi krepni dočakana, na kore sonce vodi, previri sveta popregnan. Daroja, jak prosto sahne vragle sosed dvome jak. Daroja, jak prosto sahne vragle sosed dvome vragle sosed dvome jak. Pozdravljeni vsi navzoči. Zbrani smo, da obeležimo Evropski dan spomina na žrtve avtoritarnih in totalitarnih sistemov in 35. obletnico samostojnosti in neodvisnosti naše domovine Slovenije. Pri naši smo molili in se spominjali žrtev vojne in povojnih pobojev iz naše župnije. Revolucija je v Rovtah terjala izjemno velik davek. Preko 300 mož in fantov, največ od njih po končani vojni. Brez sodb, prostovoljno razoroženih in s prevaro vrnenih pripadnikov Slovenske narodne vojske, pa tudi nič hudega slutečih mož, ki so ostali doma in so se na poziv novih oblasti šli javiti v Logatec. Verjamemo, da so ti mnogi ljudje, ki so žrtvovali svoja, po večini mlada življenja, ker so branili vero, dom in svoj rod, ter številni drugi, ki so ob koncu vojne odšli in je njihov dom postala tujina, utkani v zgodovinsko dogajanje, ki je leta 1991 rezultiralo v proglasitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije. To je bil velik dar, skoraj čudež, in tega se danes s spoštovanjem in hvaležnostjo spominjamo. Osrednjega govornika, doktorja Antona Veluščka,
arheologa, znanstvenega svetnika, člana vladne komisije Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč ter člana upravnega odbora Nove slovenske zaveze. Gospod Anton, izvolite. Letos, prav na dan spomina v Rovtah, tradicionalno obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Kot smo slišali pri pridigi, so to bili vse socialistični režimi, in sicer po vrstnem redu komunistični, fašistični in nacistični. Glede na aktualno invazijo ilegalnih, večinsko muslimanskih migrantov na stari kontinent, pa naj bo kot opozorilo, da se ob tem spomnimo še na podobno brutalne islamske režime, kot sta talibanski v Afganistanu in ajatol v Iranu. Če drugi in tretji izem poznamo predvsem iz zgodovinskih knjig, nas v danem trenutku politični zavezniki, komunisti in islamski fundamentalisti še kako opozarjajo nase, ko njuni privrženci vsakodnevno terorizirajo po ulicah naših mest. Pred popolnim kolapsom, ki se napoveduje, zahodno civilizacijo v brezbožni Evropi reši lahko edino vrnitev k koreninam, to je k Bogu in naši katoliški veri. Bodi kristalno jasno, z zavračanjem vsemogočnega ne bomo obstali. Slovenija, tako smo prepričani, da je naravni biser med Jadranskim morjem, Alpami in Panonsko ravnico, je doživela ali se srečala z vsemi. Pred stoletji na prehodu iz srednjega v novi vek so po naših zgodovinskih deželah pustošili islamski Turki. Veliko bolj usodno je bilo leto 1941, ko so si našo domovino med seboj razdelili 4 okupatorji drugega in tretjega izma, Nemci, Italijani, Madžari in Hrvati. V vojni vihri, ko so bile življenjske razmere same po sebi težke in nepredvidljive, je izpod zemlja dejansko in v prispodobi na glavni oder zgodovine stopil peti, tokrat domači zavojevalec, ki je pod vodstvom maloštevilne, toda versko blazne skupine brezbožnih komunistov sprožil neverjetno sebično vojno, katere nikoli ni bil primarni cilj narodna osvoboditev, temveč prihod na oblast, na kar med drugim kažejo tudi dolga leta prikrivani in zanikovani tajni pogovori in sporazumi med komunističnimi partizani in okupatorji. Opozorimo na visoko Titovo odposlanstvo pri vodi nemških okupacijskih sil v Zagrebu v marcu leta 1943. Toda, kot ničkolikokrat med drugo vojno, so tudi v tem primeru komunisti imeli politično gledano srečo, da niso predstopili, kot pogosto sami opredeljujejo, na nepravo stran zgodovine. V nasprotju z načrtom jih je najprej zavrnil sam Hitler, ki z banditi ni hotel sodelovati in zatem tudi zahodni zavezniki so se izkrcali drugod, ne na vzhodno-jadranski obali. Podobno je bilo v Rovtah. Pod pretvezo narodne osvoboditve so komunistični partizani izvajali zločine nad brati po krvi in se v zavetju teme na skrivaj dogovarjali s tujcem, okupatorjem, na kar slehernika opozarja spomenik o križišču za smreče v Sovri, ki so ga sicer kot dokaz, da si lahko privoščijo vse, kar si zamislijo, hinavsko dali postaviti ravno oni, ki so stali za zločinom. Božja volja in svetovne okoliščine so tako narekovale, da je komunistom s pomočjo partizanske vojske uspel pohod na oblast. Ne popolnoma, trdimo, kajti duha svobode pri mnogih posameznikih in nekaterih družbenih skupinah nikoli niso mogli povsem zatreti. V maju 1945 je Slovenija, v kateri je bil kasneje vrnjen večji del zahodnega etničnega ozemlja,
vstopila v rdečo zimo. Trajala je dolgih 45 let, kar je pustilo strahotne posledice, ki jih občutimo še danes. Kot narod smo nazadovali na vseh področjih, v znanosti, odkoder prihajamo in razmere zelo dobro poznamo. V kulturi spomnimo samo na usodo izvrstnega mladega pesnika Balantiča in njegove poezije, da o gospodarstvu sploh ne govorimo. Ugotovitve neizpodbitno dokazujejo, da v nesvobodi ni mogoče živeti v polnosti in izkoristiti vseh narodovih potencialov. Od tod tudi nekdaj znatna razlika med zahodno demokratično oziroma kapitalistično in vzhodno totalitarno komunistično Evropo. Leta 1991 je po božji milosti s pravimi ljudmi na pravem mestu Slovenija postala samostojna država. Nova država je bila postavljena na demokratičnih temeljih, kmalu pa se je začelo obračanje nazaj. Že takrat so se tudi napovedovali današnje dogajanje in razmerja moči. Znatna večina državljanov je ostala pasivna ali celo dojemljiva, ko sta se začela relativizacija in olepševanje zločinov prejšnjega sistema, komunizma nasploh in revolucionarne razsežnosti NOB-ja. Ob osamosvojitvi so se tako imenovane stare sile poskrile, skoraj vsi ostali pa smo se zazibali bodisi v brezbrižnost, kar smo že navedli, bodisi v lažno oziroma zelo naivno podobo o boljših časih. Dovolili smo, da sta nas obvladala strah ali preračunljivost. Ker totalitarni privilegiji večinoma niso bili ukinjeni, so kmalu po nastopu prve Drnovškove vlade kmalu začeli vzdrževati in obnavljati takrat že zelo načete, to da simbolno izjemno pomembne spomenike posvečene NOB-ju in revoluciji. V sredini desetletja se je iz ropotarnice v javno življenje korak za korakom vračala s krvjo prepojena zločinska rdeča zvezda. Pred desetletjem in pol so demokratično ozaveščeni posamezniki res da uspešno preprečili ponovno poimenovanje ceste v Ljubljani po diktatorju Titu. Toda v Radencih Titove ceste kljub znatnemu trudu župana Leljaka niso uspeli preimenovati v cesto osamosvojitve Slovenije. V bran je stopila sodna veja oblasti, ki je tudi po vsem bolševističnemu kočevskemu procesu priznala legitimnost. Enako so legitimirali totalitarno sodno farso proti generalu Rupniku. Zdi se, da imajo nosilci starega reda vse v rokah in da pod nebom ni več mogoče ničesar spremeniti. Češ njih je veliko in so močni, nas je pa malo. Njegova eminenca, kardinal Robert Sarah, je nekoč izjavil, navajam, ne bojmo se tega, da nas je malo, bojmo se mlačnosti. Kristus je odrešil svet z 12 apostoli, ne z množicami. Izpostavljeni posamezniki, kasneje so se jim pridružila organizirana društva strani države, pa je bila ustanovljena komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč, se že od let tik pred osamosvojitvijo trudijo razkrivati najtežje zločine totalitarnega režima. Po njih delih vsi poznamo imena, kot so Šentvit, Teharje, Strnišče, Petriček, Huda jama, Macesnova gorica, Iška, Krimska jama, Črtomir na Gode, Angela Vode, Agob, Stepanjam in tako naprej. S krvjo mučencev prepojenih posvečenih mest in tragičnih usod ni videti ne konca ne kraja. Iznos posmrtnih ostankov več tisoč ljudi iz hrastniškega hriba bi zagotovo predstavljal tehnično izjemen in finančno zelo velik izziv, zaradi česar se zdi, da je njihova usoda za vekomaj zapečatena. Toda bodimo optimisti in se tudi mi obračamo s prošnjami k vsemogočnemu, da bi bile nekoč, morda ne tako daleč proč, molitev in prošnje številnih rovtarjev, Šentjoščanov, Ložanov in drugih vendarle uslišane, da bodo tudi ti človeški ostanki, kot nam velevata naša vera in tradicija, končno lahko položeni k zadnjemu počitku posvečeno zemljo.
ker so tudi varuhi vrednot enobeja in revolucije spoznali, da resnice ni več mogoče skrivati in tlačiti, se v naši vsakodnevni stvarnosti tokrat zataknilo pri zdravem okolju po vsem običajnem civilizacijskem opravilu, pri pokopu. V mislih imamo pokop posmrtnih ostankov, blizu 3500 razoroženih in s prevaro vrnjenih vojakov Slovenske narodne vojske, predtem večinoma domobrancev, ki so jih umorili v Macesnovi Gorici. Neotesani ljubljanski župan Janković s podporo ideoloških somišljenikov ne dovoli, da bi jih, kakor je želja številnih sorodnikov in združenj, pietetno pokopali na Žalah, na osrednjem pokopališču slovenske prestolnice v Ljubljani. Kljub ostremu nasprotovanju se tok zgodovine obrača v drugo smer, nepričakovano in z veliko naglico. Po političnem preobratu v vodenju države po zadnjih državnozborskih volitvah je v juniju stopila v veljavo novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki to zadevno veliko obeta. Določa, da se posmrtni ostanki neidentificiranih delov skeleta pietetno in trajno pokopljajo na pokopališču Žale v mestni občini Ljubljana. Novela vrača dan spomina na žrtve komunizma, ki se ga bo odslej uradno obeleževalo vsako leto 17. maja. Določa smiselno poenostavljen postopek za izdajo odločbe o ugotovitvi smrti. Ob odkritju posmrtnih ostankov se po novem obvezno odvzamejo biološki vzorci za namene analize in identifikacije, pristojno ministrstvo, ki vodi evidenco pogrešanih oseb, pa po predhodni privolitvi posameznika zagotovi odvzem referenčnih vzorcev svojcev pogrešanih oseb z istim namenom. Stroške povezane z genetskimi analizami bo kril proračun Republike Slovenije. Postopek pridobitve, uporabo in hranjenja občutljivih podatkov pa natančno ureja nedavno sprejeti pravilnik. Na obzorju se torej svita. Žarki svetlobe napovedujejo nove čase. V Evropi se je druga svetovna vojna končala 8. maja 1945. Slutimo bližino trenutka, sicer s precejšnjo zamudo, da to vojno končamo tudi mi v Sloveniji, ki nam je dano na tej zemlji živeti v zgodnjem 21. stoletju. Bog nas živi, Bog živi Slovenijo. Slovinecem, tako je mati vjara, kome jedite bez tovara, kome jedite bez tovara. Zatorej dobrobit, Slovinecem, Slovinecem, zatorej dobrobit, Slovinecem, Slovinecem. Slovinecem, Slovinecem, jaz ljubim očetnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovinecem, Slovinecem. Kar čutim, to povem, Slovinecem, Slovinecem. Slovinecem, Slovinecem, od zibeli do groba, negane moja se zvestova, negane moja se zvestova. Da se kdar reči smim, Slovinecem, Slovinecem.
slavinec sem, slavinec sem. Resnosti smo povabili tudi evropskega poslanca magistra Branka Grimsa, ki ga sedaj vabim k mikrofonu. Spoštovani vsem, prav lep pozdrav, poseben pozdrav gospodu monsignorju Plutu in duhovnikom in poseben pozdrav organizatorjem iz Nove slovenske zaveze. Hvala vam za sveto mašo in za to priložnost, da smo se danes tukaj srečali in hvala vsem vam, da ste danes prišli, da vam ni vseeno. Danes smo se zbrali tisti, ki se zavedamo, da so v besedah Bog, družina, domovina, zajete tiste vrednote, tisti stebr, na katerim je temeljilo slovenstvo skozi tisočletje. Zbrali smo se na poseben dan. Danes je dan spomina na vse žrtve totalitarizmov in totalitarnih režimov v Evropi, poseben praznik, ki ga je določil Evropski parlament. Zbrali pa smo se v spomin na vse žrtve vojne in na vse žrtve povojnega nasilja v Sloveniji. Vsaka od teh žrtev je imela svojo družino, vsaka od teh žrtev zasluži dostojen pogreb, vsaka od teh žrtev zasluži svoj grob. Zato se ves čas zavzemam vsa ta leta, da bi morali v Ljubljani za vsako od teh žrtev postaviti vsaj simbolen grob z belim križem, z imenom in priimkom. Zato, ker je samo to res pietetno, ker samo na ta način omogočimo svojcem, da se poklonijo njemu osebno, ne samo nekemu skupnemu spomeniku, pa tudi zato, ker bi na ta način, ko bi videli vse to morje križev, mladi, ki danes dojemajo zgodovino in stvarnost, predvsem vizualno šele razumeli, kako neskončno zločinski sistem je bil socializem. Danes smo se zbrali v spomin na vse tiste žrtve, zaradi katerih je naša dolžnost, da ohranjamo zgodovinski spomin. In prvi korak k temu, da se preneha z življenjem v laži, je boj za svobodo javne besede. Danes je svoboda javne besede najbolj ogrožena temeljna človekova pravica v Evropski uniji. In naša dolžnost je, da storimo vse, da se to ohrani. Kajti samo na ta način lahko razkrinkamo, kaj so laži in pokažemo, da je resnica ena sama. Da bi to razumeli in razumeli ta trenutek, si pogledajte samo to. Še v prejšnjem režimu, totalitarnem režimu, ko sem še hodil v šolo, so nas v gimnaziji učili, da je bila tam v Mačkovi vili na tisti predvečer sedanjega praznika 27. aprila ustanovljena protiimperialistična fronta za boj proti Angliji, Franciji in Ameriki, torej za kolaboracijo z nacizmom in fašizmom. Ker je tudi logično, ker je takrat bilo zavezništvo, pač podpisan tudi Molotov-Ribbentrop sporazum med nacisti in fašisti in pač morate pa se zavedati tudi tega, da je takratna socialistična internacionala podpis tega sporazuma, kar je povedal tudi Načkov Zore v svoji pridigi pred leti, pozdravila kot poseben dosežek, kot dokaz, kako lahko različne oblike socializma uspešno sodelujejo pri poti do skupne zmage socializma. In to pot je lepo opisal gospod pesnik Matej Bor. Vaš Bog je rop, požig, umor. In vse to je bilo izpostavljeno, vse to je bilo pač tisto, kar je zaznamovalo Slovenijo trajno v letih druge svetovne vojne, po njej pa še mnogo huje. Danes zgodovinarji ugotavljajo, da je bilo od strani tistih, ki so zlorabili željo Slovenk in Slovencev potem po svobodi, potem, da bi se uprli okupatorju, da je bilo strani teh, torej ubitih, več kot 2300 žensk in več kot 600 mladoletnih otrok. To ni bila v resnici borba proti okupatorju. Oni so okupatorja zlorabili kot orožje zoper slovenstvo, zoper slovenski narod. To je bila borba proti slovenskemu narodu, za internacionalni socializem ali za socializem, kot ga pojmujete s preprosto besedo danes.
In zato, da bi opozorili na ta zgodovinska dejstva, je seveda potrebno ohraniti svobodo besede. Potrebno pa je storiti še mnogo več od tega, kajti treba se je zavedati, da to, kar se je začelo takrat, se na nek način najbolj simbolizira prav v kraju, ki je na ta način nekaj posebnega, slovenski simbol, v kraju, v katerem smo danes, to pa so Rovte. Kajti tu so v času po drugi svetovni vojni komunisti oziroma socialisti pod rdečo zvezdo pobili prav vse moške. To je genocid. In to je tisto temeljno sporočilo, ki ga moramo vsi ponavljati. Po drugi svetovni vojni so revolucionarji v Sloveniji zagrešili genocid nad slovenskim narodom. Že samo to, da so uničili, ubili, izgnali praktično ves cvet slovenskega naroda, elito naroda in potem sebe vsilili kot lažno elito, ki je bila seveda neuspešna in po 45 letih pripeljala do popolnega propada socializma, je oblika genocida. Kajti, če odstraniš najbolj sposoben del, če odstraniš tiste, ki lahko popeljejo naprej, ki so sposobni ustvarjati, potem uničiš jedro. Ampak v tem primeru, ko pa gre za Rovte, pa je to kronski dokaz. Kajti, če ubiješ vse, kar je moškega spola, ne glede na starost, potem enostavno onemogočiš, da bi obstajal narod še naprej. To pa je genocid. In to je bistveno, kajti genocid je zločin proti človeštvu in ne zastara. Zaradi tega je to tako pomembno in zaradi tega je ta kraj Rovte tako simbolen za Slovenijo. Vsega tega se žal v šolah ne naučimo. V šolah se ne naučimo niti tega, da so internacionalni socializem, nacionalni socializem in fašizem v resnici samo tri oblike enega in istega totalitarnega sistema oziroma pošasti, kolektivizma. In da je njihovo nasprotje, da ni med njimi nobenega silnega nasprotja, kot seveda ves čas govori levičarska propaganda, ampak da je nasprotje med njimi in svobodo, ki pa je temeljna, desna vrednota in na kateri temelji ves moderen svobodni svet. In zato gre, da ohranimo svobodo govora in svobodo človeka, svobodo vere, svobodo vsega tistega, kar želimo zapustiti za nance. To je pomembno zato, ker smo danes v svetu, v katerem se pravzaprav nadaljuje genocid nad slovenskim narodom. Dajmo premisliti, kaj je v resnici ta kultura smrti, ki se tako vsiljuje. Za bolne, za starejše, za tiste, ki ne vidijo prihodnosti, eutanazija. Za nerojene splav. To je kultura smrti. Kultura smrti, ki vodi v uničenje naroda. Ženskam se dopoveduje, da ne rabi otrok, da je otrok, ki je v resnici nekaj najlepšega na svetu. To govorim tudi kot oče, treh čudovitih otrok. Ampak da je otrok nekaj odvečnega, nekaj, kar jih bremeni kot neka veriga pri njihovi karieri. In dokam to pripelje, danes lahko vidimo tudi v kakšni sosednji državi ali pa čez lužo, kjer v tem trenutku so eni od držav pod seveda levičarsko oblastjo ravno kar uzakonili, da lahko otroke splavijo, pomislite to, do samega rojstva. To ni nič drugega kot tisto, kar so imeli stari Rimljani, ko so otroke metali dojenčke psom, če niso bili ta pravi. Ne? Iz civilizacije nazaj v barbarizem. Ali pa, če želite drug primer, tam danes ženske protestirajo v podporo ženski, ki je umorila svoje 3 otroke in zbirajo zanje denar. To je popolna blaznost, to je odmik od tistih temeljnih vrednot. In zaradi tega so te stvari, da ohranjamo zgodovinski spomin, da ohranjamo prave vrednote, tako izjemno pomembne in da se zavedamo, da v resnici ti skrajni levičari sovražijo svoj narod. In najbolj odvratna oblika, najbolj slaba oblika rasizma je sovražiti svoj lasten narod. Proti temu je treba nastopiti. In proti temu je treba nastopiti svobodo govora, proti temu je treba nastopiti pozitivni smeri
Proti temu je treba storiti vse, da se danes pač s kulturo življenja nadomesti kulturo smrti, s veseljem do življenja. Da se zavedamo, da vse tisto, kar nam po drugi strani prinašajo kulturni marksisti, ko ponujajo uničenje pač podjetništva, blaginje s lažnim zelenim prehodom, utemeljenim na lažeh, pa po drugi strani s masovnimi migracijami, s katerimi, kar prihajajo iz drugega okolja, uničujejo našo kulturo, naš narod, našo vero, uničujejo temelje obstoja slovenskega naroda. Zaradi tega je ta trenutek, v katerem smo, tako pomemben. Zaradi tega je tako pomembno, da ohranjamo to zavest, zgodovino in te vrednote za naslednje rodove. Da se zgodovina ne bi še ponavljala, da se pač ohrani slovenski narod, da ohranimo ne samo spomin na tiste pred nami, si zaslužijo vse spoštovanje, ampak da ohranimo tudi Slovenijo in slovenski narod za tiste za nami. To je naša skupna naloga in zaradi tega smo se danes zbrali. In zaradi tega vsem še enkrat hvala, ker ste danes prišli. Bog vas živi, Bog živi slovenski narod, Bog živi našo domovino, Slovenijo! Bog živi našo domovino, Slovenijo! Evropa je opravila samorefleksijo in razglasila resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, ki je bila sprejeta 2. aprila 2009. Le-ta obsoja vse totalitarne in avtoritarne režime, poziva k skupnemu spominu na žrtve nacizma, fašizma in komunizma ter predlaga razglasitev 23. avgusta za Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov. Slovenija 17 let kasneje še vedno ni uspela ratificirati te resolucije, kar je žalostno in sramotno. Zato pozivamo vlado, naj to stori čim prej in nas s tem dejanjem vrne v območje kulturnih narodov in poskrbijo za dostojen pokop mrtvih, izdajo mrliških listov in pieteten spomin, pa tudi za obsodbo zločinov in popravo krivic, kolikor je to možno. Ob koncu današnje spominske slovesnosti se v imenu krajevnega odbora Nove slovenske zaveze Rovte, ki letos praznuje okroglo 10. obletnico ustanovitve, zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli današnji slovesnosti. Doktorju Jožetu Plutu, ki je poskrbel za osrednji nagovor pri maši in vodil somaševanje, našemu župniku Jerneju Marenku in duhovnikom somaševalcem, osrednjemu govorniku doktorju Antonu Beluščku, evropskemu poslancu magistru Branku Grimsu, Logaškemu vokalnemu kvartetu, domačim cerkvenim pevcem, vsem, ki ste pomagali pri pripravi prostora in vsem, ki ste poskrbeli, da po koncu prireditve ne bomo ženi in lačni in šli domov. Tako da ste povabljeni, da se še malo zamašite, popijete kakšen kozarec pijače in se še malo poklepetate med seboj. Kot vsako leto priporočimo tudi kakšno knjigo, ki jo lahko kupite za seboj na temo, ki se dotika današnjih spominskih oziroma teh spominskih slovesnosti. Danes je z nami avtorica Marija Gasser, ki opisuje
dogajanje med vojno in po vojni v Sevški dolini oziroma v vseh pod Ardittovcem, ki je opisala tudi, kako so podirali cerkve na širšem območju Sevci in Sevške doline. Je pa tudi prinesla najnovejšo knjigo, ki je šla letos spomladi oziroma zgodaj spomladi, ko je bila spominska slovesnost za duhovnikom Filipom Trčeljem in je v tej priliki potem išla tudi knjiga, katere soavtorica je ona, drugače pa drugi soavtor je pa žal že pokojni duhovnik Bogdan Vidmar in vam jo toplo priporočam. Vse 3 knjige dobite pri Marjanu in lahko tudi kaj poklepetate oziroma dobite podpis avtorice, tako da letos priporočamo vam to. No. Končali bomo pa tako, kot je v navadi na naših spominskih slovesnosti, s pesmijo Moja domovina. Oče, mati, bratje in sestry, kočem lista, trave in stezi, polni skale večnega snega, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem mladi sončnih dni, varovanka fantove moči, kris, ki sega meni do srca, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da če treba, bil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina,